Hvala gardni enoti Slovenske vojske za svečan dvig slovenske zastave in trobilnemu kvintetu orkestra Slovenske vojske za zaigrano himno Republike Slovenije. Prisrčno pozdravljamo slavnostnega govornika, gospoda Janeza Janšo, in gostitelja, župana občine Ivančna Gorica, gospoda Dušana Strnada. Prijazen pozdrav tudi notranjemu ministru osamosvojitvene vlade, gospodu Igorju Bavčarju, in drugim akterjem slovenske osamosvojitve, ter nekdanjemu ministru za notranje zadeve, gospodu Alešu Hojsu. Prisrčno dobrodošli in pozdravljeni tudi člani občinskega sveta, predsedniki svetov krajevnih skupnosti, direktorji in ravnatelji javnih zavodov, predstavniki društev in zvez ter častni občani občine Ivančna Gorica, še posebej pa prijazen pozdrav v prijetno domači in domoljubni občini Ivančna Gorica izrekamo vsem članom Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve. Ta večer in slovesnost ob državnem prazniku Dnevu suverenosti posvečamo spominom in zavedanju, da so bili v času slovenske osamosvojitve postavljeni trdni in močni temelji naše države. Tudi takšni, ki so zahtevali velike žrtve. V globokem in spoštljivem spominu se v nekaj trenutkih tišine poklonimo vsem, ki so za nas in za rodove prihodnosti žrtvovali svoje življenje. Slovenska duša spoštuje mir in tišino. V njej si odpočije, v njej najde čas, da se poveže z naravo, z življenjem in samim seboj. A slovenska duša ljubi tudi pesem. Milina slovenske besede ovita v glasbo je kakor blagodejni materin dotik, je trdna očetova roka, je otroško veselje in je mladostno upanje. Nocoj bodo pesem med nas prinesli šentviški slavčki, ki nastopajo pod umetniškim vodstvom Tanje Tomažič-Kastelic. Zapeli nam bodo globoko pomenljivo pesem, ki se priklanja vsem sinovom in hčeram slovenske domovine. Ti, družica moja, dom moj in moj rod, ko bom truden boja, bodi mi še grob. Po pesmi Rož podivna zila pa bomo ta praznični oder prepustili še mojstru umetniške besede in domoljubu Igorju Pirkoviču.
Moja domovina. Kako si lepa očetnjava, o tebi glas naj gre povsod. V vetru plapola zastava, ponosen je slovenski rod. Od morja prek Ljubljane bele, dokoder štorklje gnezdijo. Od žametnih dolenjskih gričev do Alp, ki k nebu rastejo. Od tam, kjer Krka v strugo krene, do tam, kjer drema kralj Matjaž, doma smo tu, kjer mati sklene, roke da zmoli oče naš. Dišijo njeni letni časi, diši mi vsak njen skrit zaklad, a najbolj od spominov njenih slovenska nam diši pomlad. Gotovo se boste strinjali, če rečem, da živimo v nenavadnih in zahtevnih časih. Razlike se poglabljajo, zahteve se množijo, vrednote izginjajo, svet se vrti vse hitreje. Generacije mladih, ki odraščajo ob hitrih videoposnetkih in idealiziranih podobah Instagram profilov, le redko kdaj dvignejo pogled in misli iznad zaslonov. Življenje v virtualnih dimenzijah je površno, nerealno, umetno in vendar mladim predstavlja navidezno varnost in zadovoljstvo. Prav zato so pred nami veliki izzivi ohranjanja vrednot in pristnih medsebojnih odnosov. Zgodovina je modra in hvaležna učiteljica, ki mora postati zvesta sopotnica našega življenja. K besedi vabim župana občine Ivančna Gorica, po njegovem nagovoru pa bomo prisluhnili trobilnemu kvintetu Orkestra Slovenske vojske ter recitaciji Igorja Pirkoviča. Spoštovani visoki gostje, spoštovani veterani slovenske osamosvojitve, spoštovani vsi prisotni, ki imate Slovenijo v srcu. Lepo pozdravljeni tukaj pri cerkvi svetega Jožefa v Ivančni Gorici, kjer smo pred 3 leti, tistih najhujših časih covida, prej sem gledal slike, smo imeli vsi maske na obrazu, smo že malce pozabili, ampak v tistih časih takrat smo
odprli ta čudoviti pomnik prvi maši za slovenske vojake, ki je bila predhodnica ustanovitve vikariata v Slovenski vojski. In takrat smo se spominjali tudi seveda vseh, ki so dali svoja življenja za to, da imamo danes svobodno, samostojno in neodvisno državo. V tem času, v teh 3 letih, se je na tem mestu zbralo veliko ljudi ob različnih dogodkih, tako organiziranih kot posamezne skupine so prišle tukaj, posedele, pogledale na ta čudoviti razgled po Ivančni Gorici in seveda, verjamem, pomislile tudi na dogodke izpred takrat 30 let, ko ni bilo enostavno. Takrat je bilo treba izbrati veliko poguma, znanja in enotnosti, da se je zgodilo to, kar se je zgodilo. Občina Ivančna Gorica bo letos praznovala 30 let svoje samostojne poti. Iz skromnih začetkov smo, ko je bilo treba pravzaprav vse zgraditi na novo, smo postali v teh 30 letih ena najbolj razvitih slovenskih občin. Od začetnih nekaj čez 10 000 prebivalcev nas je danes že skoraj 18 000. Smo občina, ki je na prvem mestu med slovenskimi občinami po naravnem prirastku. To pomeni, da dejansko za nas drži tisto, kar smo si zadali kot slogan, torej da je pri nas prijetno in domače in da nas ljudje take tudi spoznavajo, da pri nas ustvarjajo svoje domove, mladi ostajajo doma, imajo družine. To seveda pomeni, da moramo vedno znova graditi nove šole, nove vrtce, vendar so za nas to sladke skrbi in to radi delamo. Tako kot se radi spominjamo tistih, ki so zaslužni za to, kar danes imamo. Radi se spominjamo dogodkov, ki so se na našem območju takrat zgodili. Vsako leto se zberemo na pristavi nad Stično. Vsako leto že ob omenjenem tem spomeniku. Odprli smo tudi spominsko ploščo na Malem Hudem, tam, kar se dejansko to tudi zgodilo. Ponosni smo tudi na naše občane in občanke, ki so delovali tako v oboroženih enotah, veliko jih je bilo, kot tudi na tiste, ki so delovali malce v ozadju, v tako imenovani civilni obrambi, kateri smo danes tudi, tako so rekli, prvi v Sloveniji odkrili spominsko tablo tamle v centru občine. Seveda to vse ne bi bilo mogoče, če ne bi delovali kot skupnost, če ne bi vsi delali v dobro te občine in seveda v občinski, tisti, ki smo na čelu te občine, smo nekako prvi poklicani, da te stvari vodimo in spodbujamo, vendarle nam ljudje sledijo, tako po naših društvih, kot šolah in vrtcih. In verjamem, da pri nas ni veliko takih, ki ne bi znali našteti vsaj kakšnega od slovenskih osamosvojiteljev, ki ne bi znali našteti vsaj katerega dogodka iz tistih časov. In jaz sem hvaležen za to, da je pri nas, da se lahko s tem pohvalim. Seveda je treba tudi za takele prireditve, kot je ta, kar veliko truda. Zato bi se rad zahvalil najprej župniji Ivančna Gorica in župniku Juriju Zadniku ter župnijskemu svetu, da vestno skrbijo za ta naš čudoviti park in da so nas danes gostili. Verjamem, da bo to, kot smo se dogovarjali z Združenjem za vrednote slovenske osamosvojitve, postalo tradicionalno na ta datum.
Zahvalil pa bi se tudi vsem nastopajočim na nocojšnji prireditvi in tudi zboru za čudovito petje v cerkvi. In pa seveda mojim pridnim sodelavcem iz občinske uprave, ki so nekako ves ta teden bili v skrbi, kako bo danes potekalo. Želim vam en lep praznik. Želim vam, da ostanemo še naprej tako povezani in še naprej tako srčni in dobri državljanke in državljani, pa naj živi Slovenija. So rekli, da iščemo rešitve in dobili so tole. Rešitev je vrnitev k našim koreninam, ko ve se, kaj je prav za rod v deželi tej. Globok poklon iskreno tistim vsem družinam, ki delo in poštenje jih vlečeta naprej. Rešitev je v tem, da čuvamo ognjišča, da zemlje ne prodamo prav za noben denar, in da ko kdaj nevedni prišli bi do križišča, zašli ne bi nikoli, saj zanjo nam je mar. Rešitev je v tem, da sami gospodari ostanemo na svojem od zemlje do neba, da ne bi nas potolkli nestreljane vihari, ki pravijo, da spolov kaj več je kakor dva. Rešitev je v tem, da ve se, kdo je mama, in ve se, kdo je oče, saj tretje ni poti. Ko šlo bo za obstanek, ne boš ostala sama, saj zate domovina bi dali svojo kri. Družba smo ljudje. Zgodovino pišemo ljudje. Spomine ustvarjamo ljudje. Posamezniki z odločnim značajem, ljudje s karizmo in integriteto. Ljudje z izostrenim občutkom za pravičnost in blagostanje vseh. Ljudje, ki stopijo iz sence, tvegajo, vztrajajo, ne obupajo. Slovenska osamosvojitev je zgodba takšnih ljudi. K besedi vabim nocojšnjega slavnostnega govornika, ministra za obrambo v letih 1990 do 1992,
gospoda Janeza Janšo. Spoštovane Slovenke in Slovenci, veteranke in veterani, svojci padlih v vojni za Slovenijo, spoštovani gospod župan, gospodje župniki, dragi rojaki. Kot je bilo prej rečeno v cerkvi, danes praznujemo zaključni praznik slovenske osamosvojitve. Dan slovenske suverenosti je zadnji velik dogodek v krogu zaključne faze slovenskega osamosvajanja. Imamo dan slovenske enotnosti, ko smo se odločili na plebiscitu za samostojno Slovenijo. Imamo dan slovenske državnosti, ko smo razglasili samostojno državo in jo potem v vojni za Slovenijo ubranili. In imamo dan slovenske suverenosti, ko je z našega ozemlja odšel zadnji vojak okupatorske jugoslovanske armade. Verjetno je bil to dan, ko je po mnogih stoletjih na slovenskem ozemlju obstajala samo slovensko oborožena sila, ki je varovala slovensko ozemlje in pač slovenski narod, slovensko nacijo in takrat tudi že slovensko državo. Ko je general Janez Slapar raportiral v Kopru na tisti proslavi na sam dan, ko je zadnji sovražni vojak zapustil slovensko ozemlje, je dejal, na ozemlju Republike Slovenije ni več tujega vojaka, za varnost Slovenijo skrbijo oborožene sile samostojne in odvisne države Slovenije. Zdaj, v zadnjih dneh, ko pač beseda marsikje nanese na ta praznik, gre marsikomu beseda suverenost težko z jezika, ker to je tujka. Zdaj, kaj to pomeni biti suveren? Seveda pomeni, da stojiš na lastnih nogah in da sam odločaš o sebi. Zdaj, suverenost je pomembna tako za posameznika, kot za skupnost, kot za državo, za vsak politični subjekt. Suverenost je pomembna vrednota tudi znotraj Evropske družine, Evropske unije, katere članica je Slovenija. Zdaj že kar 2 desetletji. In suverenost je pravzaprav temelj, ki omogoča tudi sožitje. Kajti med suverenimi subjekti je možen dogovor, ne glede na razlike. Med suverenimi subjekti so možni kompromisi, med suverenimi subjekti je možno sodelovanje. Se pravi, suverenost je nekaj, kar je precej bolj pomembno od tega, kar si mogoče kdo predstavlja pod to besedo, ki je tujka. Zdaj, ko smo v tej zaključni fazi slovenske osamosvojitve začeli sanjati o suverenosti, o dnevu, ko bo Slovenija mednarodno priznana, ko na našem ozemlju ne bo tuje vojske, ko ne bo strahu pred tem, kaj se bo zgodilo naslednji dan, ko ne bo treba več gledati poročil iz Beograda, ker so drugi odločili, vsaj delamo o nas. Takrat so bile naše časovne predstave o tem, da se to lahko zgodi nekoliko drugače. Zdaj, Slovenija je po zmagi Demosa na volitvah in po oblikovanju prve demokratične vlade poslala ostalim republikam takratne Jugoslavije predlog za razdružitev. Zdaj, tistem predlogu za razdružitev je tudi pisalo, da jugoslovanski armadi ponujamo 3-letni rok za umik iz našega ozemlja in Slovenija je zelo radodarno ponudila tudi plačilo vseh stroškov tega umika. Nekaterim se nam je to zdelo malo preveč radodarno, ampak velika večina je mislila, če se to zgodi, potem ni cene, ki ne bi plačali, zato da do samostojnosti pridemo mirno, brez žrtev, brez prelivanja krvi, brez sovraštva, ki se ustvarja v vojnah.
Zdaj spominjam se nekega sestanka, ne vem točno, kako se je že imenoval tisti organ, verjetno je bila to koordinacijska skupina za obrambo Slovenije, ki je vodil gospod Bavčar. In takrat je prišla vest, da je bilo to predsedstvo Jugoslavije ali takratni zvezni izvršni svet tisto našo ponudbo zavrnil. To je bila tisti dan glavna vest. In jaz sem takrat dejal, kaže, da vojaki Jugoslovanske armade ne bodo odšli v 3 mesecih. In takrat je namestnik načelnika štaba za teritorijalno obrambo, polkovnik Kuzma, ki je žal že pokojni, dejal, če ne bodo odšli v 3 letih, bodo pa odšli v 3 mesecih. Zdaj vsi smo se malo tako nasmejali, ampak to se je zgodilo. Zdaj, ko je Jugoslovanska armada posredovala, potem, ko smo razglasili samostojno državo in smo se temu uspešno uprli, je minilo, mislim, da točno 3 tedne preden je njen vrhovni poveljnik, predsedstvo SFRJ, sprejel sklep, da se po porazu vojska, ostanek Jugoslovanske armade iz Slovenije umakne, in to se je zgodilo v 3 mesecih. Zdaj, če bi pobirali stave, recimo junija leta 1991, ali se bo to zgodilo v 3 mesecih, mislim, da tisti, ki bi stal na 3 mesece, bi bil danes zelo bogat. Ali pa že takrat. Zdaj, kaj nas to uči? To nas uči, da je včasih potrebno imeti samo dovolj razuma in poguma za pravočasne odločitve in se stvari začnejo dogajati in se zgodijo bolje, kot pa se kadarkoli to prej pričakuje. Če pa cagaš in tuhtaš in čakaš, da bodo drugi nekaj storili namesto tebe, potem pa seveda prvič pomeni, da nisi suveren, in drugič, da tega niti nisi sposoben doseči. Ampak suverenost je tudi stvar osebne drže. In ni suverenosti seveda niti pri posamezniku in še manj pri državi, oziroma ni suverenosti pri državi, če nima suverenih posameznikov, ki se znajo pametno in racionalno odločati v demokratičnih procesih, ki znajo stati za svojimi besedami, in ki znajo včasih en dan potrpeti za to, da je naslednji dan boljši. Seveda pa nobena država ne ostane suverena, če zmanjka suverenih posameznikov oziroma če sploh zmanjka ljudi. Zdaj, prej je bilo rečeno, da moramo biti Slovenci hvaležni za ta dar slovenske samostojnosti in suverenosti, in temu res tako. Moramo biti hvaležni trpljenju generacij naših predhodnikov, moramo biti hvaležni velikim podvigom naših rojakov skozi zgodovino, moramo biti hvaležni tistim, ki so z dvigom omike in kulture slovenskega naroda ohranili slovenski narod kot živ subjekt, in seveda moramo biti hvaležni milosti, ki je naši generaciji namenila ta zadnji dar, ta zadnji sad, žlahtni sad slovenske pomladi. Treba pa se nekaj naučiti tudi iz zgodovine. Ne samo v zadnjih tisočletjih, že v zadnjih stoletjih je z obličja tega planeta izginilo mnogo ljudstev, ki so bila večja, kot je slovenski narod, mnoga tudi močnejša v njihovem času, pa jih danes ni več. Zaradi različnih razlogov, največkrat pa zato, ker je zmanjkalo ljudi. Ker je bilo nekaj časa tako dobro, da pač je hlastanje za materialnimi koristmi postala vrednota, in ta ljudstva so bila nadomeščena s tistimi, ki so pač imeli še kakšne druge vrednote. Ni nujno, da vedno boljše.
In Slovenci imamo danes ta problem. Ko danes govorimo o suverenosti, o tem govorimo dobra 30 letja potem, ko smo to suverenost dosegli. Hkrati pa gledamo na dobre statistične podatke, primerjamo bruto domači proizvod, povprečno plačo, kupno moč prebivalstva. Danes in takrat, ko smo se osamosvajali, vse te številke so dobre, pozitivne, ne glede na to, da bi bile lahko še boljše. Potem pa gledamo demografijo in ugotovimo, da je samo v lanskem letu recimo v Sloveniji 5000 ljudi več umrlo, kot se jih je rodilo, in da ta trend traja že nekaj časa. Veliko vprašanje je, koliko je teh, ki so bili rojeni, bilo rojenih staršem, ki so se rodili v Sloveniji. Demografski trend v Sloveniji je naš strateški problem in to je tudi strateški problem Evrope in še posebej Evropske unije, se pravi osrčja Evropske celine, katere del smo. In v prihodnjih letih bi oziroma bo morala biti to eno od prioritet. So države v Evropi, v Evropski uniji, ki so te trende uspešno obrnile, ni jih veliko, ampak obstajajo in ni treba na novo odkrivati Amerike. So dobre prakse, ki se jih da posnemati. V prejšnjem mandatu smo začeli s tem, ustanovili urad za demografijo, prva poteza nove vlade je bila, da se ta urad ukine in ljudi iz tega urada so prerazporedili na urad za migracije. Velika napaka, ceno za take napake plačamo vsi, tako tisti, ki so to naredili, kot tisti, ki se s tem niso ali pa nismo strinjali, na koncu pridejo računi za vse. Ampak so dobre prakse tudi pri nas. Zdaj, prej je gospod župan Dušan Strnad povedal, da danes praznujemo dan suverenosti v občini z največjim naravnim prirastkom v Sloveniji in to v zadnjih 5 letih. Se pravi, se da. Je pa polovica slovenskih občin na drugi strani. Se pravi, tam, kjer vsako leto več ljudi umre, kot pa se jih rodi. Ponekod se to z priseljevanji nekoliko uravnava, v večini slovenskih občin pa ne in imamo pač to negativno sliko. Ampak recimo občina Ivančna Gorica je pozitiven primer. In tudi ob tem prazniku mislim, da ni odveč, da izrečem čestitke tako gospodu Strnadu z njegovo ekipo, ki dela za to, da se v občini Ivančna Gorica počutite prijetno domače, da je tukaj veselje do življenja, pa tudi prejšnjemu županu Jerneju, ki je pred 30 leti oral ledino, ko je občina nastala in ko so mnogi rekli, občina Ivančna Gorica, to je nekaj vaških krajevnih skupnosti, iz tega nikoli ne bo nekaj nastalo. Danes je to občina, ki se je prebila med 15 najbolj razvitih občin v Sloveniji. Mimogrede občina Kočevje, v katero je šlo v zadnjih 30 letih bistveno več državnih subvencij in investicij na 162. mestu. Se pravi, ni vseeno, kako se z nečem upravlja. In če pogledate recimo razvojne kazalce zadnjih 30 let, odkar je občina Ivančna Gorica samostojna, boste videli trend, ki, če bi ga Slovenija posnemala, bi bila danes na kvaliteti življenja Švice. Žal se celotna država ni razvijala z takšnim tempom, ne bomo zdaj razglabljali o razlogih, ampak občina Ivančna Gorica, kjer z veseljem obhajamo državne praznike in se teh praznikov tudi odkrito veselite, je vzor dobre prakse. Je še kar nekaj takšnih občin v Sloveniji in te je pač potrebno postavljati v ospredje, če želimo, da bo Slovenija cvetela tako, kot smo si to želeli takrat, ko je bilo vse na kocki. Torej še enkrat iskrene čestitke, gospod župan, iskrena zahvala za to, da imamo danes v vaši občini ponovno proslavo, kot se spodobi, za tako velik dan.
in strinjam se s tem, kar je predejal gospod župnik. To je praznik, tretji v tem končnem krogu slovenske osamosvojitve, ki si zasluži, da bi bil tudi dela prost dan. Mogoče kak drug si tega ne zasluži, pa bi se dalo enkrat v prihodnje te stvari izravnati. Slovenci imajo sicer radi praznike, kar je tudi prav, dvomim pa, da se vedno vsi veselimo pravih. Zdaj vidim, da smo že malo dež priklicali, to je dobro za rodnost, tako da, če je rodna zemlja, so včasih rekli, potem je tudi več otroškega smeha in vrišča. Še enkrat čestitke ob dnevu slovenske suverenosti, čestitke tudi za to, da ste se kot prva občina v Sloveniji spomnili civilne obrambe. Civilna obramba je nekaj, kar se ob teh spominskih dogodkih, posvečenih slovenski osamosvojitvi in še posebej vojni za Slovenijo, prevečkrat izpušča iz spomina, iz praznovanja. Dejansko pa je dobra organizacija v okviru civilne obrambe poskrbela, da ni bilo nobene krize, da ni nič zmanjkalo takrat v trgovinah, da je zdravstvena oskrba delovala, da smo povsod dihali kot eno, stopili skupaj, da so slovenski gasilci nadomestili tisto, kar nam je manjkalo v strukturah, ki jih imajo običajno že razvite in uveljavljene države. In civilna obramba je poskrbela tudi za to, da smo nadomestili tam, kjer se je dalo, umanjkanje modernih sredstev, to, kar so danes v vojnih spopadih manevrirne rakete, s katerimi se v sovražnikovem zaledju razbija logistika. To so bile barikade v vojni za Slovenijo, za katere je poskrbela civilna obramba, in preko smo odkrivali to ploščo na tistem ostanku oziroma pomniku teh barikad iz leta 1991. Se mi je zdelo, da je pač plošča našla mesto na ravno pravem kraju. Torej, želim vam še ponosno praznovanje dneva slovenske suverenosti, lep večer. Hvala še enkrat za organizacijo. Bog živi Slovenijo. Slovenija, zapojmo ti iz polnega srca, naj pesem naša zadoni prek zemlje do neba. Slovenija, naš skupni dom med biseri sveta, z lepoto te obdal je Bog od morja do gora. Slovenija, moj dom brez mej, ker nosim te, ker nosim te, sirotje moj, kjer sin je tvoj, tam si Slovenija. Slovenija, moj dom brez mej, ker nosim te, sirotje moj, kjer sin je tvoj, tam si Slovenija.
Hvala vokalni skupini Šentviški Slavčki za pesem z naslovom Slovenija v svetu. Slovenija, moj dom brez mej, jaz nosim te seboj, je misel, ki se dotika tudi vseh tistih, ki živijo onkraj meja naše domovine in celo tistih, ki jih ni več med nami. V odmevu teh besed bomo položili venec Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve pred spominsko obeležje. Venec polagamo v spomin na prvo sveto mašo v enotah Slovenske vojske samostojne Republike Slovenije leta 1991, kjer so bili prisotni pripadniki 57. območnega štaba teritorialne obrambe na bojnih položajih v neposredni bližini domačije Lipušček na Malem Hudem. Mašo je daroval duhovnik Jože Plut, kasneje imenovan za prvega vojaškega vikarja Slovenske vojske. Vabim gospoda Janeza Janšo in gospoda Dušana Strnada, da položita venec pred spominsko obeležje. Iskrena hvala za dejanje tega spoštljivega spomina. Z njim ohranjamo hvaležnost in hkrati prevzemamo odgovornost za prihodnje odločitve. V njih se mora zrcaliti tudi ponos na vse, kar je naše slovensko, na vse, kar oblikuje in brusi naš narodni značaj. Na slovensko besedo, sočno, srčno, nežno, iskreno, iskrivo in našo. Na pesem, ki nas objame v jesenskem večeru in prikliče tista najbolj pristna domovinska čustva. Za pesem, ki se poje, bodo poskrbeli Šentviški Slavčki, za pesem, ki se pripoveduje, pa Igor Pirkovič.
čez polja tja do morja. Lepa si, moja si, kjer gozdovi skrivajo obzorja. Res najlepša si Slovenija. Ljubim te, Slovenija zelena, naše si zavetje, naš si dom, od gora čez polja tja do morja. Lepa si, naša si, kjer gozdovi skrivajo obzorja. Res najlepša si Slovenija. Bila je vojna. Bila je vojna in ne operetna, kot pravijo tisti, ki tudi po vojni iskali od nje solastne koristi. Bila je vojna in ne 10-dnevna, ki bi se izpela, ki bi se končala, še preden bi sama se komaj začela. Ja. Bila je vojna, odkar so orožje sovražniku dali in gole pustili vojake slovenske, da ne bi obstali. Bila je vojna, dokler ni še zadnji škoren sovraga zemljo slovensko z ladjo zapustil. Živela zmaga! Iskrena hvala vsem današnjim nastopajočim, slavnostnemu govorniku, gostiteljem in organizatorjem ter vsem vam, ki ste svojo prisotnostjo dali vrednost in pomen temu dogodku in spominom, ki smo jih obujali. Hvala za vašo ponosno držo, za spoštovanje, za hvaležne spomine. Hvala tudi vsem sodelujočim pri današnji spominski sveti maši, domačemu župniku Juriju Zadniku, mašniku monsinjorju Jožetu Plutu in Mateju Jakopiču ter organistu Robertu Kohku. Le drevo, ki ima močne korenine, lahko široko razširi svoje veje, nudi zavetje, oporo in moč. Zato vas vabim in prosim, ohranjajmo naše skupne vrednote, vzgajajmo, spodbujajmo, povezujmo in ne dopustimo, da sence in pritiski časa ugašajo plamen suverenosti naše domovine. Zaključno glasbeno točko trobilnega kvinteta Orkestra Slovenske vojske vam vsem skupaj, drage Slovenke in ljubi Slovenci, voščimo lep večer in ponosno praznovanje. Thank you.